Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta Peter Gregorčič in pa Ljuš Petnač, sta stalna komentatorja. Tema današnje oddaje pa je naslednja: zakaj se Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, zaradi Jankovića Goloba v intervjujih, kot je bil nedavno objavljen na Delu, znižuje svoje rejtinge. Ampak predno gremo ta intervju z Aleksandra Čeferina, me zanima vajno mnenje, med drugim, recimo o tej famozni udeležbi na včerajšnji maši za domovino, kjer smo v prvi vrsti videli ljudi, ki jih tam običajno ne vidimo, razen mogoče gospoda Marka Lotriča, Matjaža Hana, predsednika SD, Roberta Goloba, predsednika Svobode oziroma vlade, in pa prvega gospoda v državi, Aleša Museja, moža predsednice države Nataše Pirc Musar. Zanimivo, Musarjeve ni bilo, prav tako tudi ni bilo tudi Tine Gaber. Si videl te fotografije? Sem videl fotografije, ja. Prišli so tja verjetno zaradi volitev, ne? Točno tako, to je moja prvo izhodišče. Se pravi, volitve se bližajo, ker teh ljudi na maša za domovino ni bilo. Čeprav jaz bi ne glede na to pohvalil to udeležbo, se mi zdi, da pač je prav, to je pomemben dogodek, praktično na rangu državne proslave. Tudi nadškof Zore je imel tudi izjemno dobro pridigo, kjer se mi zdi najbolj pomembno poudariti, da moramo prinašati upanje ljudem. Jaz mislim, da v tej državi, če kaj, potrebujemo upanje. Upam, da so ti politiki to slišali in da bodo vsaj del tega sporočila vendarle prenesli tudi v svoj politični diskurs. Zdaj pa, kar bi rekel, bi pa podal še mal širši kontekst. Zgodil se nam je referendum o zakonu o predčasnem končanju življenja, kjer se je izjemno napadala cerkev. In jaz vedno to interpretiram tako: če te ne napadajo in si ti v javnem prostoru, potem brez veze si v javnem prostoru, ker si nepomemben. Skratka, pokazalo se je, da je cerkev zopet začenja postajati pomembna civilna družba, kot je bila mogoče ne tako močna, kot je bila nekoč, ampak v tej smeri gre. In so ti ljudje svojimi svetovalci očitno ugotovili, da je zelo pomembno, da tudi oni nekako se priliznejo tej civilni družbi in nagovorijo tudi vernike zelo svetohlinsko, ker po cerkvi so med referendumom udrihali, jo celo ovajali, češ, da je sodelovala v predvolilni kampanji, brez da je bila prijavljena kot organizator, kot da izpadlo je nekako takole: kdor se ne prijavi kot organizator, ne sme reči ničesar o pomembnih družbenih vprašanjih. Zdaj so pa prišli v prvo vrsto, se tam nastavili kameram in objektivom in poskušali na ta način pretentati vsaj kakšnega malo manj pozornega volivca. Aljuš, bivši tajnik Socialnih demokratov Uroš Jaušovec je ob tem zapisu, ki je komentiral to pač prvo vrsto na včerajšnji maši, eni delajo vse, da bi zmagali volitve, s tem je verjetno mislil na predsednika vlade Goloba, eni pa delajo vse, da ne bi prišli v parlament, s tem je pa mislil verjetno na Matjaža Hana, predvidevam. A je to to, kako? Ja, mislim, da je to ena bolj lucidnih njegovih zadnjih javnih izjav. Pa ne moremo reči zanj, da je janšist. Janšist ni, absolutno ne. Jaz mislim, da je on ostal še v času SD, takrat na ZLSD, pred letom 96, ker mislim, da na kongresu leta 95 je zdaj žal že pokojni Janez Kocijančič še v govoru cerkev kot glavnega sovražnika ZLSD-ja omenjal. 95. Ja. Potem je kot glavnega sovražnika. Je bila še cerkev. Potem je od 96 naprej je pa Janez Janša. In zdaj smo v 2025 in je še kar Janez Janša. Tako da mogoče je Uroš še tam ostal. Šalo na stran. Ja, mislim, sej Peter ima prav, pač z vidika tega, da tudi v prvi svetovni vojni, vemo, 1914, prvo leto je bilo božično primirje, je tudi to mogoče nek izkaz božičnega primirja, ampak po drugi strani, če gledamo politično, je na to verjetno tudi Uroš Jaušovec opozarja, je to precej dvolično. Skratka, ti po en stran si na maši si v prvi vrsti, potem pa boš mirno v predvolilni kampanji recimo, zagovarjal, na pamet rečem, obdavčitev duhovnikov ali pa izločitev cerkve iz javnega življenja ali pa prevelik vpliv cerkve ali pa ne vem kaj. Cerkev ogroža pravico do splava, fajtamo v Bruslu in tako naprej, Nika Kovač. Tako da to je pač neka dvoličnost, ampak žal političen čas, ki ga živimo, in tudi politično volilno telo, ki ga imamo, to mirno dopušča. Se pravi, vsem tem, ki imajo cerkev tako v želodcu, kot ima recimo Uroš Jaušovec, za razliko od Uroša Jaušovca, nobenega ne bo motilo, da so tam zdaj Han, Golob in ostali v prvi vrsti pri maši, ko bo treba pač udrihati čez cerkev ali pa ko bo cerkev ena izmed predvolilnih tem. Z vidika cerkve pa jaz se strinjam, nadškof je imel res dobro
dobro mašo. Ne? Ampak poznamo primere, žal ne iz Slovenije, iz tujine pa, kjer tudi v cerkvi, ne, bi rekel, politiki niso v narekovajih zaščiteni, ne, v smislu, da se jim kaj tam pove, ne, ker sprižnice se jim mogoče še lažje kaj pove, ker tam saj slišijo, zdaj, a poslušajo, je drugo vprašanje, ne, pri teh naših, saj za Goloba vemo, da on ne posluša, zdaj, če sliši, je že vprašljivo, posluša ziher ne, ampak tam saj sliši, ne, ker drugač vemo, ne, posebej te politiki novih obrazov v Sloveniji so si zelo dobro naredili sistem, po katerem slabe novice niti ne pride do njih, ne. Jaz sem prepričan, da predsednika vlade, če ga ob 3 zjutraj zbudimo, bom verjel, da je najbolj popularen v Sloveniji, v Evropi, da nam vsi zavidajo, da vse dobro funkcionira, zato ker je sistem tako naštiman, ne, da pač do njega pridejo samo take novice, ne, ki so pozitivne, ostale se pa pomete z roko z mize, v smislu, da sej to pač so, eni se tam nergajo ali pa lažejo, ali pa to sploh ni res, ne. Tako da to je bila mogoče zamujena priložnost, da bi se jim še kaj več poleg enotnosti, ker je dobro sporočilo, da bi mogoče še kakšno drugo sporočilo dali na tem mestu. Pa vseeno nekaj me zanima, no, pač vajno mnenje v tej zvezi, ne, zdaj, če vseeno se ustavim malo pa Javšovcu, ne, zdaj, a Golob, recimo, kaj pridobiva s tem, da gre, recimo, na takšno mašo, zdaj, in če recimo Golob, recimo, eventualno lahko nekaj pridobi, kaj pa Han, recimo, s tem pridobi, da gre v nekem predvolilnem obdobju tja? Mislim, Han je po moje šel tja, da je spomnil ljudi, da je še tam in da je še predsednik SD in da stranka še obstaja, ne. Težavo ima pač SD, ki se ne znajde v teh političnih razmerah, ne. In v tej koaliciji vidimo že od vsega začetka se praktično ne znajdejo. Ne. Imeli so tudi tisto hudo afero, ki jim je odnesla prvo ministrico, pa potem še predsednico stranke, ne, ki je sicer ostala... In podpredsednica vlade, ne? Ja, ampak odnesli jim je pač najprej ministrico za pravosodje, to sem mislil, ne. Potem pa jim je odnesla pač tudi predsednico. Ja, potem je pa odnesla tudi predsednico stranke, ne, so zamenjali vodstvo in tako naprej in oni se ne znajdejo v teh razmerah. Nekaj po eni strani bi radi bili državotvorni, radi bi sporočali, da mi smo nek element stabilnosti, mi smo pač, imamo to svojo politiko, smo dosledni in tako naprej. Po drugi strani pa vidimo, da ne, v tej, kjer se iz pol ure spreminja fokus in kurs, ne, v čemer je Golob velemojster, ne, se enostavno ne znajdejo. Da bi Golobu to kakšne točke posebne prinesli, jaz ne vem, prinese mu jih lahko interpretacija, ne. Skratka, če bo nekdo začel zdaj interpretirati, da je to pa zdaj pomembno, da Golob hod k maši ali pa če bi recimo RKC iz tega začela nek svoj politični kapital graditi, ne, poglejte, pač predsednik vlade tam prvi vrsti stoji, potem bi mu to lahko prinesli kakšne dodatne. Zdaj RKC verjetno ne bo pridigala zanj, ne? Ja, ne vemo, ne, določeni poteze sicer ne glih Načkov, ampak določeni predstavniki RKC pred tem zadnjim referendumom, ne, so včasih dajali neka dvoumna sporočila v javnost, ne, vemo tiste neke posvetitve nesrečne nekih plišastih živali na Brezju in tako naprej. Iz tistega ne bi mogel nekdo sklepati, da je tu zdaj posebej sovražen odnos te oblasti do RKC, kar pa sicer je, ne? To pa si ne moramo tega zanikati. Njegova soproga Gabrova ni glih prijazna. Načeloma ta oblast bi težko rekli, da je posebej prijazna do RKC-ja, tudi iz teh odzivov, ki so bili, ne? Posebej še z pozicije nekega užaljenega poraženca na referendumu, češ kaj se cerkev sploh oglaša, ni prijavila kampanja itd. Izvoli. Isto te vprašam. Najprej bi rekel takole, ne? Se pravi, tudi cerkveno občestvo je izvolilo Goloba. Namreč rezultata, ki ga on dobil na volitvah, ob tako veliki volilni udeležbi se je nemogoče predstavljati tudi ljudje, ki recimo, zdaj bom tako rekel, poljudno hodijo k maši, so volili za Goloba. In Robert Golob se tega zagotovo zaveda. Torej, tudi tam so potencialni volivci, ne, to je prvi message. In nič ga ne stane, če gre in pokaže neko simpatijo do njih, on lahko v nekih informativnih oddajah udriha po cerkvi, potem pa gre tja, ne, in nekako za to lažbo reče, sej sem, s tem pokaže, kot sem človek, ne, svojo človeško plat. Ne. Podobna taktika je taktika Matjaža Hana, ki mislim, da se tudi dobro obrestuje SD-ju. Ne. Se pravi, on kamorkoli pride, je spravljiv, zelo uglajen gospod in s tem on kaže neko vsaj navidezno svojo širino. Ne. Druga stvar, ki pa ne smemo pozabiti in je, tu sem jaz poznal, ko sem bil kandidat, ne, izjemno pomembna, ni samo to, kar povejo mediji o tebi. Ne. Namreč ljudje se med sabo v majhnih skupinicah, po gostilnah, kjerkoli se zbiramo, tudi pogovarjamo. Ne. In zdaj, če on bil pri maši, nekdo to vidi in reče, glej, se Golob pa je bil tam in širi to sporočilo, ga širi znotraj communityja, ne, skupnosti, ki se pač ima afiniteto do tega. Ne. In tam morda je nekdo, ki je pa malo bolj levo usmerjen, ki mu desna opcija
opcija ni politično intimna opcija, bo volil levo, ne, in tega bo morda recimo Han dobil prej na svojo stran in v tem se Han razlikuje od Meseca. Ne. Sploh zdaj, če pogledamo, ne, ker se je Mesec v resnici zelo pomaknil proti sredini. Ne. Stranka Levica, ker je bila stranka v vladi, ne, vladna stranka, ni več antisistemska stranka. Ne. Tukaj zdaj zato jim pobira to volilno telo recimo Kordiša. Ne. In zdaj v tem kontekstu je to pa morda, se tle ne strinjam s tabo, Aljuš, ne, morda pa pametna poteza SD-ja, ne, ker SD more pokazati zdaj zopet neko spremembo napram Levici, ki jim lahko sicer pobere volivce. Skratka, ta zadeva je precej kompleksna in sam tukaj bi zaključil, ne, treba se zavedati, ne, mi komentatorji gledamo vse oddaje, ne. Tipičen volivec pa živi v svojem mehurčku in če nekdo udriha po recimo, naprimer, da nek desen volivec sploh ne gleda RTV-ja, če tam Golob udari po RKC-ju, tega ta volivec sploh ne vidi, ker tega itak ne spremlja, ne. Vidi pa na nekih svojih medijih, ki jih spremlja redno in so bolj naklonjeni recimo cerkvi, da je bil Golob pri maši. Skratka, treba se zavedati, da se politiki zelo dobro zavedajo, da je treba sporočila prilagajati publiki, ki govoriš, ne. Zdaj, če gledaš vse, zgleda to tako, ne. Pri podjetnikih nižaš davke, ne, pri nekih drugih, recimo pri Jenulu pa jih dviguješ, ne, ampak če te nihče ne sooči na nekem nivoju, pač ta mesec. Ampak zdaj ta njegova poslanka, ne, mariborska Lena Grgurevič, ne, tem, ki so pač zanj obkrožali Goloba, pravi Črnuhaji. On zaradi tega nima potem težav, recimo znotraj svoje stranke. Ne, ker se družiš Črnuhaji. Ker so to že vsi pozabili, ne. Pač in mislim, da če ne bi zdaj tlele spomnili, v komentarjih gledalk in gledalcev, morda pol gledalcev bi že pozabilo, kaj so ti levi, ne, govorili o cerkvi in kako so šli nad njo predvolilno kampanjo, ker so se bali, da se bo zgodilo natanko to, kar se je zgodilo, da bodo izgubili pomemben referendum med predvolitvami. Zakaj pa recimo po vašem mnenju ni prišla recimo Nataša Pirc Musar pa Tina Gaber? Ne vem, težko rečem, zakaj ni od dveh ni bilo, a sta pač bile drugje, ali pa, ker težko je sploh pojasniti, recimo, če vzamemo najprej predsednika vlade, ne, kje se on pojavlja soprogo, pa kje se ne pojavlja soproga, ne, mislim, kaj je počela njegova soproga na neki božični fotografiji vlade, ne, vladna Božičkova ekipa. Pa bile so tam, veš, nekateri soprogi pa soproge, se vidio. Edin Boštjančič, minister za finance, te svoje nove spremljalke, ni upal peljati. Mislim, to je pač nek unikum v Sloveniji, no, ne vem, tega do zdaj nikoli nismo imeli, ne, se pravi, da bi predsednik vlade pa še pač vladni ministri svoje partnerje v to not vlekli, ker po našem sistemu partnerji tu s tem nimajo nič, ne. In to, če je to, mogoče so hoteli kompenzirati lansko ugrabitev Božiča Tine Gaber otrokom, ne, to zdaj z tega vidika je to korak naprej, ampak sicer mislim, da ne. Jaz sem hotel samo na to opozoriti, ne, pač dvolična je taka politika, zdaj lahko je to politično oportuno, da ti to počneš, ampak se mi zdi prav, da povemo, da je dvolična. Se strinjam, ne, v teh nihanjih to lahko prinese neke točke, ne, se v končni fazi ankete so zmerile Bojan, da je Golob, ko je prišel v Novo mesto, pa so mu žvižgali, moj rating zrastel, ne, se pravi, ne, mislim, lahko to zaniha ta neka podpora, ne, pa gre malo gor, pa gre malo dol, ampak na dolgi rok, če bi RKC želela, jaz mislim, da ima vse vzvode, da lahko svojim vernikom sporoči, kakšen odnos ima ta oblast do njih, ne. Zaenkrat se to, zato, kakor jaz vem, še ni odločila, je pa postala odločnejša, da javno brani pač neko svoje dogme, svoje stališča, kar se je v končni fazi pokazalo tudi pri tem referendumu, ne. Najprej v prvi vrsti glede zbiranja podpisov, ne, ker vemo, v štartu je recimo Janez Janša ocenil očitno, da se mu to ne izplača in ni bil tu aktiven, ne, pa šele potem, ko ga je cerkev stisnila po domač povedan, se je angažiral na koncu in je to prineslo rezultat, ne. Preprečilo rezultat na referendumu, za katerega jaz mislim, da je dosti jih bilo prepričanih na obeh straneh, na vladni, da bojo zanesljivo dobili in na opozicijski, da je to boje brez upa zmagal. Tudi mislim, da je ta Janševa začetna ocena, ne. Se pravi, se strinjam s Petrom, tu mobilizacijski potencial gotovo je in tudi volilno telo cerkve je gotovo glasovalo takrat za Goloba, ne. Zdaj, za predvidevati je, da saj v takšnem številu zdaj ne bojo, ne. Koga bojo pa glasovali, je pa spet po moje zelo pomembno, za koga bodo, pa pomembno vprašanje, ne, ker vemo, da volitve so na nedeljo, ne, in običajno pač je po nedeljski maši veliko volivcev, ki so verni, pač gre tudi na volišča, ne. A bodo zdaj tu kakšna sporočila ali ne bodo,
na to sem hotel upozoriti. Zdaj, če bo tako, kot pravi Peter, če bo edino sporočilo ta fotografija pač Goloba v prvi vrsti pri Maši, mu to gotovo ne bo škodilo, kvečje mu bo prineslo kak dodaten glas. Če smem tlele, najprej repliko, pa še nekaj glede Tine Gaber bi se dodal. Se pravi, ja, se strinjam, ampak prav referendum je pokazal, da je cerkev najbolj učinkovita. Ne takrat, ko se spusti politično instrumentalizirati, da bi direktno rekla, ampak ko širi svoja sporočila, za katera je v bistvu poslana. Ker referendum je dobila ravno zato, ker ni šla direktno se postaviti na eno ali drugo stvar, ampak ona je oznanjala svoj nauk. In kot sem govoril z ljudmi, ki so globoko v cerkvi, so tudi rekli, potem so določene župnije, ki so bile že na praktično mrtve, oživele. In zato jaz si resno želim in mislim, da bo njena vloga največja, če bo gledala tako svoje poslanstvo širše, oznanjene Božjega kraljestva na zemlji, ne pa se pustila instrumentalizirati za to ali drugo politično opcijo, ker na koncu se zgodi, da so predvsem tudi desne politične opcije izjemno spretne, zlorabijo in odvržejo. Podobno delujejo kot Golob. Tak je pač moj pogled tukaj. Glede Tine Gaber bi pa rekel sledeče. Za predsednico ne vem, zakaj ni bilo. Zelo obžalujem, upam, da je imela tehten razlog, sicer je še enkrat pokazala, da ni predsednica vseh Slovenk in Slovencev. Vendar vsaj bil je tam prvi gospod in nisem vsega spremljal, da ne bi naredil komu krivice. Glede Tine Gaber bom pa dejal takole. Tina Gaber, in to Robert Golob, ker dela redno fokusne skupine, zelo dobro ve, je v tej publiki, ki je cerkev blizu, izjemno nepriljubljena. In verjetno je tudi zaradi tega ni bilo, ker potem tega političnega učinka ne bi bilo. In to potrjuje to, kar je rekel Aljuš. To potrjuje to sprevrženo politično zlorabo neke institucije, nekega dogodka za propagando. Skratka, Robert Golob ni prišel tukaj s svojo ženo, kar bi se zdaj celo poročen. Tudi iz cerkvenega stališča bi se to zelo spodobilo, pri čemer mi pride na misel, ni pa tega zmogel, in bom povedal, zakaj si mislim, ni zmogel, ko je bil pogreb papeža Frančiška. Zato, ker pa Tina Gaber, čeprav bi morda to izmirili, da Robertu Golobu škodi, se pa nikdar, zapomnite se, ne bi odpovedala Instagram fotkam in videom, ki jo lahko promovirajo. Ker gre za par, ki je zvezdniški par, katerega namen ni sporočati nekaj dobrega državljankam in državljanom, ampak zgolj maksimizirati politični skupiček na strani Roberta Goloba in influencerski skupiček na strani Tine Gaber. In to je po mojem edina razlaga tukaj možna. Dobro, predlagam, da gremo na intervju Čeferina za Delo. Mislim, tukaj je veliko teh poudarkov, o katerih bomo verjetno debatirali. Jaz bi sam neko načelno izhodišče dal. Zanimivo je, da je to v bistvu že drugi intervju letos za Sobotno prilogo. To ni glih običajno, da nekdo pač v nekem tako kratkem časovnem obdobju da 2 intervjuja za Sobotno prilogo. To je ena stvar. In druga stvar, pogovor z predsednikom UEFA, ki pa je bila tema 90% skoraj da slovenska politika, 10% mogoče nogomet in pa UEFA. Pričem je ta novinar, pričem je še tretja stvar, recimo novinar, ki je intervjuval Čeferina, Jernej Suhadolnik, športni novinar, piše o nogometu za Delo, velja za Čeferinovega izbranca za funkcijo novega odgovornega urednika Dela. Tako da te stvari so bile v bistvu zelo, tako bom rekel, po domače narejen. Zdaj bi jo predlagal, vajno mnenje, recimo, zakaj menite, da je zdaj Čeferin v tem obdobju dal intervju za Delo in tukaj govori izključno o politiki praktično? Iz istega razloga, kot je bil Robert Golob pri Maši. Iz natanko istega razloga, pri čemer so tlele razlogi še globlji in verjetno se bo še kakšen tak intervju zgodil. Namreč prva stvar, ki je tukaj sekala ven, najprej se je videlo dvoje, da mora zaščititi svojega varovanca Roberta Goloba, ki je trenutno pred KPK. Na ta način je grdo pljunil na KPK, pač to je nekaj nezaslišanega. Sicer potem je v drugem odstavku je rekel, da je glavni problem naše države, politike, nespoštovanje državnih institucij. KPK je državna institucija, ampak Aleksandar Čeferin ni pozabil dodati, morda je to bralkam in bralcem nepozornim ostalo spregledano, tudi jaz, dokler nisem drugič bral, sem to spregledal, takoj dodal, mislim na državljane. Skratka, on kritizira državljane, da ne spoštujejo državnih institucij, sam kot visok funkcionar mu pa jih ni treba. In še eno stvar sem... Sam zakaj? Mislim, kako? On je problematiziral delo KPK-ja. To razumem, čem državljani ne spoštujejo institucije? To ni pojasno. Se pravi, njegov stavek je bil,
Prvi politični problem te države je nespoštovanje državnih institucij in drugi stavek je bil mislim na državljane. Skratka, državljani bi se morali klanjati inštitucijam, tudi ustavnemu sodišču, ne, ki ga tukaj, recimo, mi smo navadni državljani, ne, veliko krat kritiziramo, kjer sedi njegov brat, ne. Predsednik ustavnega sodišča je njegov brat in že pod očetom, in ta degradacija ustavnega sodišča se nadaljuje tudi pod Rokom Čeferinom, ne, dobesedno razpada, ampak mi, ne, državljani, tega ne smemo kritizirati, ne, ker to je potem največji politični problem v tej državi. Ne. Bi pa dodal pri KPK-ju... Mi moramo spoštovati, ne, razpadanje ustavnega sodišča. Kako, ne? Tako je. Ja. Ne. Potem, ne, pri KPK-ju morda zanimivo se mi je zdelo, v en paket je v KPK-ju zaščitil 3 pomembne politične akterje v Sloveniji. Ne. In sicer Goloba, zaradi katerega je bil ta intervju delno narejen, ker začne tudi s tem, da je ta vlada izvedla take reforme, kot še nobena prej. Pazi, to je prvi odgovor v intervjuju. Ne? In tudi prvo vprašanje. In tudi prvo vprašanje. Kakšno vlogo je on imel pri tem, da je kritiziral prejšnjo Janševo vlado, ne? Se pravi, pod tono je pomagal Golobu na oblasti in potem prvo vprašanje, kaj bi pohvalil, pa kaj bi pokritiziral pri tej vladi. Ne? To je, se meni zdi nenavadno. Za prvo vprašanje z predsednikom UEFA, ne? Pa prvo vprašanje ponovadi uvodno vprašanje je neko bolj tako vprašanje. Ne? Zdaj, če se malo pošalim, kam greš na dopust ali pa kaj si jedel za božič, ne? Za božično kosilo, ne? Prvo vprašanje, kaj bi pohvalil pri vladi, pa kaj bi pokritiziral. Če tam smem, prvo vprašanje niti ni bilo tako, ne? Prvo vprašanje je bilo drugačno, ker se ga prav zacahnil. Prvo vprašanje je najprej pokazalo, kako pomemben človek je Aleksandar Čeferin. Se pravi, uvodno vprašanje se začne s tem in potem je res tako, kot si rekel. Ne? Ampak zdaj, če se vrnem na KPK, ne? Se pravi Goloba, Jankoviča, do katerega še pridem, ne? Ki je bil mu namenjen drugi del bistven intervjuja, in Janšo. Ne? Skratka, on je zaščitil Goloba, Jankoviča in Janšo in to potrjuje tisto, ne, kar smo že v tej oddaji ekskluzivno razkrili, ne? Da ste se Čeferin in Janez Janša 19. aprila ne, dobila v gostilni Par Martinet ob 11.30. Ne? Pri čemer, kar je zanimivo, ne, je Janez Janša, ko si ga to vprašal, se je zlagal, da je ta gostilna zaprta. Ne? Jaz sem takrat, ko je ta intervju potekel, bil na Japonskem in sem nekoga, ker nisem imel pač, da bi klical v Slovenijo, bilo predrago, nekoga prosil, če lahko v to gostilno pokliče, če je zaprta. In dejali so sledeče, ne. Zaprti so, mislim, da ponedeljek in torek so rekli, ne, dobila sta se v petek, ampak dodali, sicer pa delajo normalno, ne, in dodali pa so še, za posebne družbe odpremo tudi, ko smo zaprti. Če bi gresta Čeferin in Janša na kosilo, se itak odpre gostila. Seveda, ne, ampak hočem povedati, se pravi, tukaj je Čeferin sicer zelo subtilno, ne, pokril tudi Janšo, in Janša je pokril Čeferina, ko se je direktno zlagal. To pa v oddaji, ne, v tvojem intervjuju. Jaz sicer mislim, da tukaj so še drugi motivi, ne? Motivi, ki jih ima Čeferin pri svoji kandidaturi za predsednika UEFA 2027, ne, in bo Janša verjetno, če bo Janša predsednik vlade, on potrebuje Janšine sogovornike, ne, iz EPP-ja, Orbana, Plenkovića in tako dalje, ne, za ponovno izvolitev. Seveda, Janša pa potrebuje... da Čeferin je bil takrat izvoljen s pomočjo Rusije, Balkana in tudi desnih vlad, ne, takrat. Ne. Seveda, Janša pa potrebuje nenapadanje Čeferina, ne, zaradi tega, ker nogomet pač spremlja tudi desno volilno telo in zdaj to lahko Janši škodi, podobno kot bi škodilo ne priti k maši Robertu Golobu. Ne. Jaz recimo sem pričakoval, da bo tukaj bolj kritičen, ne, do Janše Čeferin, pa ni bil. Ne, zaščitil ga je. On ga je dejansko zaščitil v postopku KPK-ja in sicer v tistem postopku, ne, ki je po mojem edini postopek v Sloveniji, ki je prišel do Evropskega sodišča človekove pravice in je Evropsko sodišče človekove pravice. Ne, se pravi, najvišja inštitucija v Evropski uniji na področju varstva človekovih pravic rekla, da s postopkom ni bilo nič narobe. Ne, to se je primer Jankovića. Ja, ampak dobro. Ne, to se je primer Jankovića. Razumem, ampak v istem... On je zaščitil... ampak Janković je izgubil na Evropskem sodišču. Že, ampak v istem odgovoru je on se nanašal na Janšo, Goloba in Jankovića in en del te zgodbe je prišel do SČP-ja, ne, in Čeferin, ki pravi, da je treba spoštovati inštitucije države, ne, je s tem pokazal, da ne spoštuje niti nadnacionalne inštitucije, kot je SČP. Ne samo to, v SČP-ju, predsednik SČP-ja je odvetnik, ki je bil po njemu zaposlen, Marko Bošnjak, ne, še ta bizarnost. Morda je tudi zaradi tega, ne, ker govori se, da preko neke uradnice na SČP-ju družina Čeferin selekcionira, kateri pobude pridejo pred senat in katere ne. To je že ponaredila, ne. Dobro, da ne bom, ampak dodal bi pa, zdaj pa ta ključna zadeva, zaradi katere je prišel, ne, je bila pa afera Janković, ne. Ker afera Janković je zelo globoko zarezala v samo srčiko omrežja, katerega del je tudi Aleksandar Čeferin. Ne. In tukaj
tle se pa kaže njegova največja dvoličnost, ko je govoril o nespoštovanju državnih inštitucij. On je rekel, to so zapakirali, novinar je verjetno dobil navodilo, da ga mora vprašati ne, kaj si misli o Jankoviću, ker je bilo preveč neposredno, ampak ali ste gledali Tarčo. In on je rekel, gledal sem 2 minuti, videl sem, kam zadeva pelje in potem slaba nogometna tekma je boljša od tako daje. Ne pozabimo ene zadeve, ker češ, tam se novinari kar neke čenče pogovarjajo. Pazite, Tarča je razkrila dokumentacijo specializiranega državnega tožilstva. Gre za drugo državno inštitucijo, za katero nam Čeferin, nam navadnim državljanom, nam raji, sporoča, da je ne spoštujemo. On, pa je to inštitucijo degradiral na raven nekih vaških čenč. In po mojem mnenju to sta 2 glavna motiva za ta intervju. Jaz sem tako imel občutek, da v bistvu ne vem, da bi bil malo pod vplivom kakšnih substanc, da ne ve točno, kaj govori, ampak očitno je vedel, kaj govori. In zakaj je tako govoril. V tem intervjuju, grozljivo je bilo ta. Tle bom zaključil, da nam predolg, v tem intervjuju, ko sem ga bral, natanko za vsak stavek se je vedelo, kje je in zakaj je tam. Kaj bo vprašan, kaj bo odgovoril. Jaz mislim, da ta intervju itak bil naprej načrtovan, dobil je zagotovo naprej vprašanja in potem, kar se še naredi, verjetno v avtorizaciji so stvari še popravljali, zadeve so bile premišljene, ta intervju je bil mojstrstvo od intervjuja. To je pač A je zdaj to ali už to nek mindset teh ljudi, zdaj? Ta intervju, Zdaj Čeferin ne bi sodil v to skupino, tako eno mraz, Milan Kučan, Aleksander Čeferin, Robert Golob in pa Zoran Janković, Dobro, zdaj, če začnem tu na koncu, kar si zdaj vprašal, Zdaj, jasno je, da Aleksander Čeferin ta hip se mi zdi najbolj vpliven Slovenc na svetu, Mogoče bi lahko rekli, da ima prva dama ZDA, Melania Trump, večji neformalen vpliv, ampak formalno vpliv sigurno ima Aleksander Čeferin kot predsednik UEFA največji, To noben politik slovenski, recimo predsednica države, predsednik vlade nima, ne more se s tem primerjati. Tako da, če je to mraz, iz tega vidika bi rekel, da je on tu glavni. Edini je tudi, ki ne glede na to, kaj bi se zgodilo recimo na marčevskih volitvah v Sloveniji, on neposredno tu praktično ni prizadet. Jaz bi si upal reči, da sicer res, kot ti praviš, on rab tudi podporo politike za ponovno kandidaturo, ampak da bi zdaj rekel, da bi rezultat volilni v Sloveniji tak ali drugačen ogrožil njegovo ponovno izvolitev, je ne. In tudi, če bi slučajno mu ne uspelo in se jutro upokoji, tako kot pravi Peter, ne bo imel teh težav, ki jih imamo mi navadni državljani, ki ne spoštujemo inštitucij, če smo malo cinični. Pa če gremo po vrsti, drugi intervju, smo rekli, je to njegov letošnji nedeljo, po mojih informacijah in novinarka, ki je delala prejšnji intervju, izgubila službo po tem intervjuju. In med tem intervjujem je Aleksander Čeferin potegnil en telefon in jo fotografiral. Ja, se to zgodbo še upisal. Postavila mu je pač neko vprašanje, ki ni bilo dogovorjeno in tako kot pravi Peter, posledice so jasne. Tu, ko Čeferin razlaga v intervjuju, da on nima malenkosti in tako naprej. Potem imamo primer športnega novinarja, Roka Viškoviča, nogomet je pokrival, ker je pisal preveč kritično o slovenski nogometni reprezentanci, se je spet neformalno potrudil Aleksander Čeferin, preko Dragana Šolaka, takrat še lastnika tega medija, da pač ta novinar več ne pokriva nogometa. Toliko o nemalenkostnosti Aleksandra Čeferina. Cenzurijo intervju na Večeru. In tvoja zgodba, pač iz neke druge oddaje, iz enega druga medija, ki je tudi zelo povedna, kjer je nemalenkostni Aleksander Čeferin se tudi potrudil, da pač tiste oddaje več ni bilo, oziroma je zdaj neka druga oddaja z nekim drugim voditeljem. In celostranski intervju na Večeru, Tako. In zdaj pa pridemo do tega, kaj on tu govori. Jaz mislim, da Peter je čisto pravilno ocenil, kaj so recimo te neki, bi rekel, zdaj časovno občutljivi motivi, zakaj je do tega intervjuja prišlo. Jaz bi mogoče sam še enega dodal. Vemo spet neformalno, ker formalno, kar je tudi paradoksa, pač imamo predsednika UEFA in formalno nič ne vemo, recimo v njegovem zdravstvenem stanju, neformalno pa precej, da je imel tu pač neke določene težave, da je tudi prestal neko zelo zahtevno operacijo. Zdaj naj bi dobro okreval, jaz mu želim seveda zdravja, ampak mogoče tudi to eden izmed motivov, ker Aleksander Čeferin ne samo, da je bil izvoljen s podporo Balkana, tudi malo vidim, da ga mika ta balkanski tip politike. Vemo, da mu ni bil problem aktivno sodelovati v predvolilni kampanji Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, s katerim je tam v družbi Dodika in Jankovića odpiral štadion, in mogoče tudi tem mogel malo sporočiti, da on je še tu, da še drži niti v rokah. Ravno zaradi tega, kar se je zdaj dogajalo.
Se pravi, te oddaje Tarča. Zdaj, za nas, bi rekel, ali pa za neuko slovensko publiko, ne, je mogoče res ta vtis, to je pač oddaja, pa tam neki poročajo, ne. Ampak te, ne, v Srbiji in tako naprej, te pač partnerji, poslovni, biznismeni, botri in tako, oni pa točno razumejo, da je tu šlo za dokumente tožilstva, ne. In jih ne skrbi, kaj je Tarča o tem govorila, ne, kdo je tam kaj v studio govoril, ampak jih skrbi, če se bo tu zdaj kaj zgodilo, ne. Ali bo kjer šel v rest, ali pa če bo kjer zaradi tega recimo izgubil volitve, ne. In tem je verjetno tudi moral na nek način, ne, Aleksandar Čeferin sporočiti, ne, umirite se, vse je pod kontrolo, ne. Tako da to, če smo zdaj pri motivih še, pa mogoče, če bomo šli še na konkretno vsebino, konkretne odgovore, to bi jaz rekel, da je nekako konglomerat tega, kar sem jaz razumel, da je motiv, in po drugi strani sporočilo tega intervjuja. Zdaj, Čeferin ima volitve 2027 v UEFA, ja. Ampak on je pred časom je temu novinarju rekel, da on več ne bo kandidiral za predsednika UEFA, ne, tudi javno je to govoril. To je že večkrat rekel. Tako, zdaj očitno ta novinar ni upal vprašati, ne, ali bo kandidiral Čeferin ali ne. Ja, zato, ker bi pol izgubil službo, ne? Vse smo povedali. To je pač težava, ne? Mislim, Bojan, to niso majhne stvari. Skratka, še enkrat bom povedal, ne? Zdaj nisem bil zraven, ampak, ne? In novinarka, ki je delala intervju z njim, ni več zaposlena na delu. To je preveljivo, ne? Uradno je bila tehnološki višek, ne? In po mojih informacijah jo je med intervjujem je vzel Aleksandar Čeferin ven telefon in je s telefonom slikal. To sliko verjetno poslal 5 ja, verjetno, ne? Ja. Zdaj, če to zložimo skupaj, ne? Pač Lego kocke vidimo, kaj je rezultat. Seveda se ga novinarji ne upajo nič vprašati. Sej, hvala Bogu, mislim, že to, da delajo z njim intervju, pa če on vnaprej pošlje napisano vprašanje, še zmerom, ne, si lahko vmes premisli, ne. Posebej na nekem mediju, kot je Delo, recimo, ne, ki koliko let že več ni več medij, ampak je, ne vem kaj je, ampak medij to klasičen ni, ne. Ja, ne, Novica Mihajlović, tudi mislim, da novinar tega Dela, ne, pol komentiral, ko je bila najava intervjuja s Čeferinom, ne, pa to kao, da bi pol prišel v politiko slovensko, če ne bi bil spet izvoljen, kolektivni samovžig, ne. Zdaj, ko smo prebrali ta intervju, jaz nisem nobenega kolektivnega samovžiga videl, ne. Ampak neka pričakovanja so, ne, kako je on pač človek, ki lahko tu kot del Sex Machina. Ampak videl sem, da zdaj, v glavnem vidim, so mediji povzemali ta intervju, ampak samo tisti del, ne, ki je povezan z operacijo, ne. Bil, ne? Ja, zato, ja. Da je bil on operiran, to si ti takrat povedal, tukaj ekskluzivno na uje. Se mogoče zaradi tega tudi prišlo notri, ne? Skratka, ekskluzivno sem jaz povedal, da je bil operiran na srcu, mislim, so mu zamenjali srčne zaklopke v Milano, ne? In potem tukaj notri nekako... Milano zgine, ne? Milano zgine, ne, tudi kaj točno je bilo zgine, ne? Ja. Skratka, ampak ta informacija se je potrdila, kar še enkrat dokazuje, da kdor gleda našo oddajo, je dobro informiran. Ja. Ampak pazi to, on govori v tem intervjuju, kako pomembno je javno zdravstvo, ne? Sam pa gre na operacijo v Milano, ne, za 7 zdravnikov. To je ta vzorc. Čeprav imamo pri nas izvrstne kardiologe. Ja. Za državljane pomembno. Za državljane, ja. To je ta vzorc, ne, recimo predsednica državnega zbora, ne, ko ti recimo objaviš, da je ona v intimni zvezi z Borom Zuljanom, ne, ona tam na Facebooku laže o prasci, ne vem kaj še vse, ne, čez 2 meseca intervju največja zaljubljenca na svetu, to je čista ljubezen. Ja, to je čista ljubezen, mislim, plava laguna se lahko skrije, ne, proti tej ljubezni. Skratka, to je ta princip, isto tu, ne? Se pravi, ko recimo nekdo razkrije, da je on bil takrat tišina ali pa celo zanikanje, pa čez par mesecev pa sam pove, ja, bil sem tam in karavana gre dalje, ne? Več se mi zdi elementov te dvoličnosti je v tem intervjuju, ne? Recimo, ko ga vprašajo glede božičnice pa vinjet, ne? In zdaj reče Aleksandar Čeferin, za božičnico sem takoj klical v našo pisarno in sem preveril, mi to že izplačujemo, nas ne tangira, ne? Spet se pravi, državljani, vi, pardon izrazu, ko vas jebe, ne? Pisarna naša nas to ne tangira, ker mi že izplačujemo. Zdaj, kaj bi nek predsednik UEFA, ko zve, da je v Sloveniji zdaj uzakonjena božičnica, rabo klicati v pisarno odvetniško, čak, koliko bo to nas stalo, a mi to plačujemo že, ali ne, a bomo zdaj imeli večje stroške, a moramo tarife, ne, če nadaljujem to svojo hiperbolo, moramo tarife za MOL, pa za Jankoviča, pa za RTV Slovenija pavšalov povišati, zato da bomo božičnico noč spravili in pa ga oni pomirijo, ne, mi že to plačujemo, nas ne tangira. Pa se to je ljuž, to je tako nesmisel. Še vedno je največji lastnik te pisarne in dolgo leta je bil direktor te pisarne, točno ve. In ne ve. In pravi, da ne ve. In pri čemer, ne, to mislim, da raziskuje Gljuks, to je isti, ki ga je pol napadel glede tistega stolpa. Ja. Raziskuje, kako je on lahko še vedno, ne,
odvetnik. Ne bi smel biti. Ker ne bi smel biti in odvetniška zbornica Slovenije ne daje odgovora. Saj nisem zdaj podrobno spremljal tega razpleta, ampak ne daje odgovora. Skratka, on je lastnik pisarne, lahko se pravi družbenik samo zato, ker je odvetnik, čeprav to ne bi smel biti, ampak spet ne. Tukaj ni nobena težava, ker ne gre za navadne ljudi. Obvešča ga pa njegov brat očitno. Brat, ki je predsednik ustavnega sodišča, takrat ga je za tvojo oddajo obvestil, da je bila najava, zdaj ga je obvestil, da se piše, da je nek stolp kupil. Se pravi, v bistvu on se je informiral v Sloveniji prek svojega brata, ki je predsednik ustavnega sodišča. In še nekaj sem hotel upozoriti, Božičnico ni kakor vedel, za vinjete pa sploh slišal ni, da so podaljšane. Se pravi, to ne ve pa, da je Zoran Janković nedolžen. In to je ugotovil po 2 minutah, ko je gledal Tarčo, je ugotovil, da je Zoran Janković nedolžen, je to nehal gledati in je raje šel gledati tekmo, kjer je Celje izgubilo 3-0 proti Reki, pa še to mu je žal, ker je pač Celje izgubilo. Čeprav on je predsednik UEFA, zdaj od predsednika UEFA pričakujemo, da gre na nogometne tekme ne samo kot navijač Celja, pa slovenskih klubov ali pa reprezentanca, ampak zato, ker je pač predsednik UEFA. Prej si omenil, da je intervju začel z tem, da se pove, kako blazno pomemben je Čeferin. Ampak recimo to, kaj ti pove to, oziroma kaj nam to pove o značaju nekega človeka, recimo, ki reče, da nikoli v življenju več ne bo izgovoril ime in priimek predsednika Reala, samo zato, ker mu predsednik Reala ni poslal pravočasno čestitke, da je okreval po operaciji. Tako kot je recimo pred časom, ko je Boban, bivši nogometaš Hrvaške, rekel nekaj kritik na njegov račun, pa rekel, da nikoli več ne bo izgovoril ime Zvonimirja Bobana. Šefa Juventusa, ki je, mislim, da neka botra, si celo botra otrok. Kaj ti to pove, recimo? Ja, pač, da v bistvu tako kot je, mislim, da je videti čez ta izraz mitomanija. Se pravi, gradi mit o sebi, poleg tega pa je mogel nekako speljati na vprašanje, edino skozi se razložil na vprašanje glede tega informacije, ki so mi podali v javnost, da bi operiran, namreč zakaj sklepam na to, ker začelo se je zelo nedolžno, pol je on čisto naključno prišel do tega, pol pa ne ima novinar ali celo ne, mislim, da on odgovor reče, zato je vedelo nekaj ljudi. In tam mi je prišlo na misel, da je mogel zapreti to zgodbo, ki smo jo dali ven. Bi pa dal eno stvar, ki mogoče je ostala spregledana noter. Bil sem zelo pozoren, šli so tudi na geopolitiko. Zdaj, ko sem se jaz informiral o Aleksandru Čeferinu pred časom, nekateri viri, ki so se izkazali za relativno zanesljive, so mi rekli nekako takole, ko on postal predsednik UEFA, je izkoristil neko nezadovoljstvo znotraj klubov na UEFA, in njegova teza je bila, da on predsednik UEFA, da njega ne itak on je bil sicer kreten se ukvarjal, ampak nogomet njega ni zanimal. In da je po tej teoriji naj bi on postal, zdaj postavljam čisto, kar mi je rekel Vir, nič ne trdim, da je to res, ni mogel postati predsednik UEFA brez pomoči tajnih služb, predvsem ruskih in srbskih, kar nekako nakazuje na to, kar se je Ljuš navezal naprej, da on mora pokazati tle še vedno in da postavili so ga zato, ker so rabili nekoga, ki je njihov človek, da je njihov človek, se kaže, ko se slika, ne more biti pa recimo Bolgar, ker zahodne države tega nikoli ne bi podprle, rabili so človeka iz države, ki je v centru Evropske unije. In da morda ni to iztrte izvito, kaže pa sledeče, treba je namreč gledati tudi zelo subtilno rusko propagando in on da tam en zelo zanimiv stavek. Katerokoli premirje z Ukrajino bo pravično. To pomeni, tudi če Ukrajina izgubi pol ozemlja ali 2/3 ozemlja, bo to premirje pravično. Pazi, zdaj se pa nekdo ne samo, da se vtika v slovensko politiko, ampak očitno nek izjemno pomemben športni funkcionar, en zagotovo med najvplivnejšimi, recimo 100 najvplivnejšimi ljudmi na svetu, bi rekel, nogomet je izjemno vplivna zadeva, pove, da more se v bistvu Ukrajina predati. To je tipična agenda Rusije, kjer je celo pač svetovalec Trumpa šel Rusije inštruirati, kako naj Trumpu piha na dušo, da bo pripravil tako premirje, ki bo v korist Rusiji. Skratka, te zadeve so pa meni izjemno alarmantne in presegajo zgolj pozornost s stališča državne politike in mislim, da bi bilo dobro, da bi se za njih zanimal še kdo na širši evropski ravni. Ampak spet, ne smemo pozabiti, ni pa malenkosten, čeprav ne bo izgovoril več imena in prijemka predsednika Reala, zato ker je, zdaj, to je ta problem, se pravi, očitno Čeferin podlega istemu virusu kot recimo Zoran Janković pa Robert Golob, se pravi, vse, kar se političnega dogaja, ker to je tudi politika, se pravi, nek odnos
mogoče najtrofejnejšega nogometnega kluba v Evropi, pa pač v Evropske nogometne zveze, to je politika, osebno jemljajo. Ne? Se pravi, zato, ker pač Florentino Perez zastopa interes Reala, zdaj, a je to v korist evropskega nogometa, v korist UEFA ali ne, sploh ni važno, ne? Mu on zdaj zameri, ker njemu kontrira in to gre na osebno raven. Ne? In z njim več ne bo govoril, ne bo ga več omenjal, ne? Z Bobanom ne bo več govoril, ne bo ga več omenjal, ne? Juventusovga šefa ne bo več omenjal, ne bo z njim več govoril. Ne? Skratka, vse to neki na personalni ravni. Ne? Isto ko Golob, ko tu v parlamentu grozi, Logar, boš ti že videl, ne? Se bo je prši ven v tep, mislim, to je res res neka gostilniška vrčevska debata. Ne? To pa spet se je pokazalo, da je slabo obveščen. Ne? Meni je žal, da moram to reči, ker on kot podpredsednik FIFA, kot predsednik UEFA ni vedel, da bo predsednik FIFA podelil neko izmišljeno nagrado za mir, ne? Predsedniku ZDA. Ne? Mislim, jaz tudi, če bi to bilo res, meni bilo sram, jaz ne bi tega po intervjujih razlagal. Ne? Skratka, on pa mirno reče, jaz tega sploh nisem vedel in spet poteši s tem to svoje občestvo, ne, ki je verjetno antitrampovsko in tako, ok, vse je v redu, sej, ne, Alex pa ni vedel za to, da bo on dobil to nagrado. Ne? Pa še neki Bojan, ne smemo pozabiti, ne, to, kar pravi Peter, ne, kako je on postal predsednik UEFA. A smo mi že pozabili, da on niti predsednik Nogometne zveze Slovenije v resnici ne bi mogel postati, ne? Ker že tam ni izpolnjeval pogojev. Ne? In se pravi, nekdo, ki je prišel že na to funkcijo, pa potem iz te funkcije, na kjer ne bi smel biti, prišel še na eno funkcijo, za katero, če bi kdo rekel 15 let nazaj, da bo Slovenc predsednik UEFA, ne vem, če bi kdo verjel, da je to možno, ne? Kako boš ti zdaj njega prepričal, da je treba spoštovati inštitucije, da moraš izpolnjevati pogoje, da ni vse tako, kot si on zamisli, kot on reče. In to je res fascinantno, to ima Peter prav. Ne? Kaj ima predsednik UEFA komentirati vojno recimo v Ukrajini? Ok, v odnosu glede ruskih športnikov, pa to še razumem, pa nasploh. Kaj ima recimo za komentirati neko notranjo politiko, tudi če je to v njegovi državi, ne? Mi težko bi našli zdaj nekega na podobnem položaju, formalnem ali neformalnem, da bi se na ta način recimo opredeljeval. Ne? Predstavljamo si, ne vem, na pamet, če bi zdaj predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac zdaj imel intervju v Delu, pa bi malo komentiral slovensko notranjo politiko, pa malo vojno v Ukrajini, pa malo nagrade Trumpu, ne? Kaka reakcija bi recimo tu bila, in notranja in zunanja, ne? Tukaj pa vidimo, da pri Čeferinu očitno res to ne vpliva na njegov status znotraj UEFA in tudi neka referenca je... UEFA ima formalizirano, da se pač... Ja, ima, ampak da se UEFA ne ukvarja s politiko. Se ima tudi formalizirano, da moraš biti aktiven v lokalni nogometni zvezi, pa da si predsednik nacionalne zveze, pa da si pač lahko predsednik UEFA. Ne? Kaj pa ta teza, s katero je tudi, mislim, to je ena od prvih, je bila tam začela v intervjuju, kot ideološko pojasnil nekak njegov status, ne? Ja. To, da je on levičar, ampak zasluži veliko denarja. Ja, sej v naslednjem intervjuju bo rekel, da lahko si skorumpiran levičar, pa si še zmerom nedolžen. Zakaj čuti potrebo, da to recimo pove? To je treba razložiti ljudem, ne? Ker dejansko po eni strani vidimo, da ga zelo boli, ko vlada vodi to politikansko kampanjo proti bogatim, ker sam bogati so proti davkom, dvignali bomo davke za bogate, ne? In on opozori, da je to neugodno, ker mogoče, ko teče po Grosuplu, ko pride domov, pa mu kdo kaj reče v zvezi s tem, ne? Pa se neugodno počuti. Ne? Po drugi strani pa seveda on jasno sporoča, ne glejte, kaj jaz imam, pa kaj delam, ne, poslušajte, kaj govorim. Ne. In isto, ko Zoran Janković 1. maja pridiga na Rožniku v delavskih pravicah, ne, ko Nataša Pirc-Musar je, ne, tudi težka levičarka in tako naprej. Ne. Se pravi, to so sami levičari. Ne. Pa on pa še biča, Čeferin, pol pa kao une druge neprave levičari, ki so pa salonski levičari. To so pa kaj, to so pa te, ki nimajo še denarja, pa bi radi prišli do njega, ne, in prav samo denar jih zanima, medtem ko mi pravi levičari, ne, smo bogati tako, da si komi predstavljajo, ne, navadni državljani, ampak ne, to je razlika, mi smo pravi levičari, oni pa niso, zato ker jih zanima sam denar. Ne. Se to je smešno. Tudi ko pravi Čeferin, ne odgovarjam zato, ker imam kak osebni motiv. Točno se vidi, pri katerih odgovorih ima on osebni motiv, ker so tam odgovori diametralno nasprotni od odgovorov, ki res nima nekega osebnega motiva. Ne? Tam, ki nima osebnega motiva, odgovori nekaj, kar bi mogoče 75% ljudi se strinjali, ne? Plus minus. Tam, ki ima pa osebni motiv, ne? Pa odgovarja
čist diametralno nasprotno, kot si ti že upozoril, od tistega, kar on sicer zagovarja, da so njegova stališča načela. Na Tarčo je tudi jezen zaradi tega, ker je enkrat pred časom Tarča razkrila tiste nakupe stanovanj, ne, od Čeferinov v Ljubljani, ne. Ja, pa on je jezen na vsakogar Bojan, ki pod vprašanje postavlja javno kjerkoli njegovo potezo, njegovo odločitev ali pa teh ljudi, ki so mu pomembni, se pravi Goloba, Jankovića in tako naprej. To je problem teh, to je težava te svobode. Čeprav sem te jaz razumel, ti vse nekako ocenjuješ, da je zdaj Čeferin nekako nad njimi, nad Golobom in Jankovićem. Ja, on se hvali, da vsi ministri Golobove vlade so mogli iti skozi njegovo sito, ne? Ker tudi tisto vprašanje o tem, ali je on res stric iz ozadja, to je bilo, bom rekel, namerno postavljeno vprašanje, da bo on lahko nanj odgovoril, ne? In nič iz zaniku, ne? Ja, čeprav se spomnim, tudi ob teh turističnih izletih Goloba in takrat še njegove pač intimne spremljevalke, zdaj soproge, ki jih potem Golob prodaja kot neke državniške aktivnosti, sedežni red ni bil tak, kot si je zdaj soproga predsednika vlade zamisli. In to je neko sporočilo Golobu. Se pravi, problem ni toliko, a je zdaj nad temi Čeferin, to se lahko strinjamo ali ne, se mi zdi, ne vem, če se ti strinjaš, Peter. Problem se meni zdi, da je Robert Golob najprej, če je odličen tretji, oziroma skoraj že četrti. Če vzameš Kučana še. Kučana sploh še nisem. Že brez Kučana, Kučana mogoče celo peti. Čeferin, Janković, Tina Gaber, potem je mogoče Robert Golob, če ni recimo Milan Kučan. To je naš problem. Se pravi, de facto najpomembnejši politik v državi, predsednik vlade, je pač leseno medaljo, rečemo v športu dobiš, če si četrti. Mislim, to je težava. Zdaj, problemi UEFA so preveliki, da bi se mi z njimi ukvarjali. Jaz mislim, da problemi UEFA nas ne rabijo toliko skrbeti. Problemi Slovenije nas pa morajo skrbeti. In če probleme Slovenije rešujejo ljudje, ki dobijo lesene medalje, pol vemo, kje smo. Izvoli. Ja, glej, najprej... Leviča denar. Jaz mislim, da se pravi, ta intervju po mojem strukturiran tako, da je imel teh nekaj tarčnih messagev, se pravi pokrit Goloba, pokrit Jankovića, pa morda, če res dela še za rusko-srbske interese, pokrit tale sporazum glede Rusije, ker to je Rusom izjemno pomembno, da se v vseh državah to sproža, ker se to vpliva na javno mnenje. In da se vrnejo v ta tekmovanja in to, kjer so izločeni. Pa jaz mislim, tukaj ne gre toliko za tekmovanje, ampak gre bolj za to, da se ljudi pripravi na to, da pritisne na svoje politike, se pravi, njegov drugi mesec je bil, Evropa ni v vojni z Rusijo. Torej, dajmo sprejeti, pustimo zdaj to Ukrajino, itak je nepomembna, ampak tukaj je treba vplivati na javno mnenje. In če hočeš to narediti, moraš najprej narediti dolg intervju, ta intervju je bil izjemno dolg. Vse ostalo moraš pa nafilati z čim bolj pametnimi vsebinami. In jaz se zato tudi recimo, mogoče se ne bi tako problematiziral, drugi je povedal po mojem stvari, s katerimi se jaz lahko vsem strinjam in tudi pozdravim. Rekel, da imamo mi težavo volilnega sistema, ker sili vsako izvoljeno koalicijo v kompromise, gnile kompromise za malimi strankami. In je tam recimo predlagal en predlog dvig volilnega praga, podpišem recimo takoj. Povedal je to, da v resnici podjetniki, ki so nekaj ustvarili, niso samo v smislu, da so samo požrtni, ampak so lahko tudi nekaj namenijo sociali in tudi dejansko to počnejo. Poglejmo recimo Devesoft je tipično, ki mi pride zdaj na glavo, je med 10, zdaj so Finance objavile 100 najbogatejših Slovencev, če ni celo med top, mislim, da celo tretji, pa vendarle izjemno družbeno aktiven. In tukaj se jaz strinjam s Čeferinom, ta mesec je bil, mi moramo dekriminalizirati uspeh, ker potem drugo stvar, ki je dal, nič ne deli politika. Delijo tisti, ki ustvarjajo, dajo preko davko in potem lahko njegov mesec, ki mi je tudi všeč, lahko samo upam, da politika potem pametno ali razdeli tistim, deprivilegiranim skupinam, zato da bomo mi kot družba bolj prosperirali. Skratka, te stvari, ti meseci so bili pravi, potem je bilo pa po mojem mnenju nekaj takih populističnih, ki pa grejo z njegovo malenkostnjo, se pravi, on je ocenil, da bodo dobro vplivali na publiko, pa malo ga bolijo, zelo ga boli, če kdo kaj njemu reče, zato je on recimo notri predlagal, da bi cenzurirali vse spletne komentarje. Se to so naredili potem, veš, kateri portali? Seveda, so razumeli sporočilo, ampak tukaj me zdaj spominja na to, ko je on, tako kot je prej povedal Ljuš, Rok Čeferin, ki očitno ima dovolj časa na ustavnem sodišču, ker ničemer ne odloča, recimo RTV odloča že toliko časa, se pravi pokliče njega, on takrat poklical se pravi na Monaku in je preko madžarskega lastnika
dosegel cenzuro. Ko smo o tem povedali, ne, si je pa takoj zrihto intervju v Delu skupaj z očetom, kjer je kot višek cinizma, ne, ker on se dejansko posmehuje tej raji, ne, govoril, kako je on za svobodo govora. Ne. Pazi, potem, ko je vse cenzuriral v medijih, je on za svobodo govora. In druga stvar... Pa novinarko, ki je naredila napako v tem intervjuju, ne, so potem odpustili. Ne. Ja, in to vprašanje in ta odgovor po mojih informacijah je spet on naknadno v avtorizaciji intervjuja noto nesel. A o svobodi govora. Se pravi, to ga ni vprašala novinarka, ampak je on to potem dal not in tudi odgovor svoj, sam sebe vprašal, sam sebe odgovoril. To pomeni, da v bistvu gre za PR sporočila, ne? To ni intervju. Ne? Ja, intervju je, da se mi da dobiva, ti poveš, kar ti pade na pamet, ne? Če ti na koncu čez avtorizacijo ne samo popravljaš nekaj, kar je novinar slabo pretipkal, ampak delaš cele nove stvari, je to navadno PR sporočilo. Ne? Mi da sosedam s PR-ovcem, niti ne rabim biti zraven, spišeš, ne? In daš to ven. Ne? In druga stvar, kjer kaže, da on dejansko mrzi državljane, in to je problematično. Prva je ta, ne, da državljani so odgovorni za slabo politiko, druga je pa ta, ne, njegovo vprašanje glede referendumov. Ne. On bi kar prepovedal referendume. Ne. Čeprav po naši ustavi... Ne, sploh, če jih Janša dobiva. Po naši ustavi ima oblast ljudstvo, ne, in je to v bistvu najvišja oblika izrekanja o nekem družbenem vprašanju. Mi pač kot ljudje se nekje lahko odločimo, da tista politika, ki nas reprezentativno predstavlja v Državnem zboru, morda ne ustreza in sprožamo referendum. Ti pragi so dovolj visoki, ne, ampak njegov razlog ni bil, da je bil tle recimo prag za sproženje referenduma prenizek, kar je bilo v preteklosti res takrat pri Pahorjevi vladi in so potem dvigali tale zavrnitveni kvorum. Ne. On je rekel drugače, ne, pazi. Prepovedal bi referendume zato, ker delijo ljudi. Ne. Se pravi, polarizirana politika, ko imamo v Sloveniji, ne deli ljudi. Medtem, ker referendumska vprašanja, eminentna družbena vprašanja, naprimer o smrti, ne, in življenju, ne, pa preveč delijo ljudi, zato se ljudje ta raja. Nima kaj s tem ukvarjati. To je po mojem zelo ponižujoče. To je v bistvu nekaj sahljive ugotovitve, ne, o nekem človeku, ki bo morda vstopil v politiko. Ne. Cenzura, prepoved referendumov, ta pretirano samohvala in podobno. Če smem reči, v bistvu še hujš je za razliko mogoče drugih, v tem intervjuju ne vidim tega, da on želi vstopati v politiko, dopuščam ser možnost za predsednika republike, če on spet na UEFA, ampak ne vidim niti tega apetita, ne. Ker mislim, da se zelo dobro zaveda, se tudi nekje mislim, da notri omeni, ne, politika omaže ljudi in zaradi tega odgovor na to vprašanje, ali nad Robertom Golobom. Sveda je, ne. Ker Robert Golob je hote ali ne hote, takrat, ko se boril za GEN-I, stopil v ta drek, brez da bi se zavedel in zdaj umazan in z tega ven ne more. Ne. On bo stal nad tem. Ne. In jaz ga bolj vidim, tudi ta intervju, to sem rekel, da je bil izjemno dobro strukturiran, spominja me na intervjuje Miljana Kučana, ne. Kjer pove veliko stvari, s katerimi se načelno lahko strinjaš, potem je pa zgolj en odgovor, ne, tak, ne, ki je message, ne, in tisti je ključen in tisti obrne družbeno dogajanje, seveda zdaj, ker smo v turbulentnem času, je mogel imeti Čeferin vsaj 3 message, ne, Rusija, Golob pa Janković. Ne. In jaz mislim, da on je tisti, ne, saj, ko smo se pogovarjala po telefonu, glede tega intervjuja, sem ti rekel, ne, da se mi zdi, kot da je intervju Miljana Kučana, skratka, Miljan Kučan počasi pač postaja star, ne, in rabijo nekoga drugega, ki bo prišel na nek kontroliran medij in povedal, kaj si morajo najprej novinarji, vplivneži in na koncu vsak posameznik misliti o nekem družbenem vprašanju. Jaz bi se tu strinjal. Jaz mislim, da če kaj zanima Čeferina v slovenski politiki, ga zanima ta neformalna vodilna vloga, ne? Kjer bi on pač postavil predsednike vlad, predsednike republike, jih javno klofutal, takrat, ko bi mu ustrezalo, jih javno pohvalil, takrat, ko bi delal tako, kot on reče. Ne? Sej v končni fazi ni se treba slepiti. Ampak to lahko delaš, če si navaden odvetnik v Gasuplema, kako? Ja, lahko, če je tvoj brat predsednik ustavnega sodišča. Če dela navaden upokojenec? Če si ti predsednik UEFA, nekim backgroundom, kaj je. Pa se on ima background, ne? Predsednik UEFA je velik background. To ni tak velik korak, Bojan. Če mu verjamemo, da zdaj grejo ministri vlade čez njegovo sito, pa sam še ena stopnica, ne? Peter, to je biti predsednik UEFA, veš, jaz mislim, da se njegov status, ne, vplivnega Slovenca preneha tisti trenutek, ne, ko ni več predsednik UEFA. Ker zagotovo tisti šejk, ne, iz Katarja ga ne bo več izven Slovenije, v Sloveniji, ne? Izven Slovenije, v Sloveniji, ne? Govorimo izven Slovenije, ta stolka ti prenaša, Ne, ampak moraš pač vedeti, tukaj se ne strinjam, ne, se pravi izven Slovenije, v Sloveniji pa ne, ker ima družina Čeferin še vedno bo obdržala ta vpliv. Ne. In tudi zaradi tega, ker to vejo, ne,
zelo ščitijo njegovo družbeništvo v odvetniški pisarni, ne? Ker ta odvetniška pisarna v resnici obvladuje zelo veliko podsistemov, naprimer tudi RTV Slovenija, preko tega, da so oni pošalo. Ne? Zdaj, če se bo dobro sestavilo ustavno sodišče, da bo prišel še Kršmanc gora, ne? Bo imel predsednik ustavnega sodišča, se pravi družina Čeferin, skoraj ustavno večino na ustavnem sodišču. Ne? Skratka, mislim, to večino na ustavnem sodišču bo lahko praktično sprejemala odločitve v korist ali proti temu. Jaz tega ne bi podcenjeval. Skratka, ne deluje neka funkcija, deluje omrežje, ne, ki si ga je družina Čeferin uspela razviti skozi to politično tranzicijo. To se pravi, hoče, da v bistvu je njegova ambicija biti nek novi Kučan tlepa nas. Ja, zdaj predstavljajte si to, recimo, ne, ti si rekel, zagovarja dvig praga, zagovarja tudi večinski volilni sistem. Ne. Predstavljajte si, da bi na prejšnjih volitvah imeli večinski volilni sistem. Se pravi, Robert Golob bi imel sam ustavno večino v parlamentu in družina Čeferin bi imela ustavno večino na ustavnem sodišču. Ne. To bi bil svet po meri Aleksandra Čeferina, ne? Kjerkoli državljan, ki ne bi spoštoval inštitucij, ne? Če bi imel srečo, bi končal v zaporu, če pa ne bi imel sreče, bi pa se še kaj hujšega zgodilo. Ne? In v takem svetu potem ni težava, je vseeno, si ti predsednik UEFA, si ti šef družinske odvetniške firme, brat je predsednik ustavnega sodišča, nekdo, ki si ga ti nastavil ali pa ga imaš pod kontrolo, je predsednik vlade in tako naprej. Tako, ne? Se pravi, to je krasni novi svet, kot ga on recimo prodaja, ne? Kjer je vse pod kontrolo, opozicije praktično ni, če še kdo se zmoti, pa dvigne glas, ga zatovčemo, ne? In v takem svetu bi si on recimo želel živeti. Ne? Tisto, kar je meni fascinantno, je, da ko človek to prebere, pa recimo, da ima več ko osnovno šolo, da ne bom nesram, da iz tega ven ne vidi, ne? Da v te prihodnosti za nas, ne? Navadne državljane ni prihodnosti, ni prostora, ne? In zdaj, da na tem, recimo ta kvazi levica, ne, bogati levičari, pa levičari po srcu, pa salonski levičari, pa poslovni levičari, pa kjer so še, na tem gradi program, s katerim bojo šli na naslednje volitve. Ne. To je res fascinantno. Mislim, fascinantno je tudi to se pomenil, ta njegov dosežek, ne, da mu nihče, bom rekel, ne odzame, ne, ali pa ne oporeka recimo tega lastniškega deleža v odvetniški pisarni, potem, ko nima več statusa odvetnika, čeprav to zakon izrecno govori o tem. Ne. Mislim, to je res fascinantno. In da je ta zadeva resnično problematična za razliko od Stolpa, ne, dokazuje to, da tega pa ni dal v intervju in namen tega Stolpa... Tega nismo vprašati. Ampak namen, ampak ta odgovor je bil, zato pravim, da je izjemno dobro zastavljen intervju. On je rabil noter Stolp, ker je to verjetno najmanj pomembna zadeva, v kateri je novinar Gljuks pisal. Ne? In on je to izrabil, če dobro pogleda, zakaj, da je tega novinarja klofutal, kot češ neobveščenega, nerelevantnega. To je Čeferin lagal, ker ta novinar Gljuks mu je pošiljal vprašanja in ga spraševal v Stolpu, na katera Čeferin ni hotel odgovarjati. Tu se lahko strinjam, ampak še enkrat, ne, on je zbral najmanj problematično tematiko, čeprav lahko je bila problematična, ne, ker gre samo, ki jo lahko znal zapakirati, češ tu, ne, glej, kako me gledajo od spodaj gor, še malce je spumpal ego, ne, ampak je s tem v bistvu ni odprl pa srža problema, da je on, kako je mogoče, ne, da je on še vedno lahko odvetnik, ne, čeprav ne opravlja odvetniške funkcije več, ne, in je to naredil tako, da je tega novinarja diskreditiral, češ to je en čenčač, in ko ga bo nekdo nekoč vprašal, recimo, ne, če se ga bo sploh kdo upal vprašati, ne, bodimo tukaj zelo pozorni, bo pač rekel, ne, se to je novinar, ki itak sem že povedal, da nima pojma, ne? In ga bo tako ospravil z agende. Skratka, on si tlele pripravlja neka sidra, na katere se bo oprl, če bi do tega vprašanja pač prišlo. Očitno tega lastniškega deleža v odvetniški pisarni noče spustiti, ne, iz rok, ne? Seveda, zato, ker mu to zagotavlja tisti vpliv, ko smo prej ugotovili, ne? Skratka, on, ko je več predsednik UEFA, ne, bo ta delež, ne, edini mehanizem, preko katerega bo on lahko predstavljal figure, pomembne figure na slovenskem političnem in gospodarskem področju. In na isti način, kot sebe brani tudi Goloba, Janšo pa Jankoviča, ne? Ko reče, zaradi nekih brezveznih malenkosti jih KPK preganja, ne? Če bi to malo bolj spretno naredili, ne? Kaj je že rekel Zoran Jankovič, nikjer me nimajo, ne? Se pravi, tam, ko ga pa imajo, ne? Če bi bil malo bolj spreten, ga tudi tam ne bi imeli, ne? In še to bi sem dodal, kako močna je v resnici ta naveza. Ne? Se pravi, Čeferin, Jankovič, Golob, ne, dokazuje to, ne, poglejmo, da v bistvu to, kar se je zgodilo Jankoviču, noben ne upa odpirati. Ne? Jaz sem slišal tudi na političnem področju, tudi SDS tega ne odpira. Odprl je tu zgolj Logar in pa, to moram reči, pirati so zdaj blazno aktivni, me prav zanima, se jim bo to poznalo na volitvah, ne, ker pirati resnično delajo neko revolucijo, po mojem mnenju na pravi način v mestni občini Ljubljana. Pirati so povezani z Logarjem, ne?
Se Jasmin Fratović, ki je bil na TV Slovenija, ni v podmladku celo, v podmladku demokratov. Fratović je nastopil takrat na Tarči, kateri odvetniki formalno v imenu televizije so itak Čeferini, Čeferini so dokončali. Še to, se mi zdi na RTV-ju. Se pravi, bi bizarno bilo, Čeferini so poslali RTV-ju opozorilo, kjer so na drugi strani Čeferini odgovorili na to pismo in opozorili novinarje veš, pa imaš vplivno mrežje. To smo že morali predavati na Harvard Business School, to je poslovni model, ki je neverjeten. Se strinjam. Ki sam sebe financira, Dobro, bomo končali, zdaj ure je že toliko, dobro smo premljeli tale intervju, zdaj bo Čeferin ga bo verjetno spet natančno ogledal, se spomniš, kako je spremljal najnovejši Faktor, ko smo imeli načelo vprašanje njegove legitimnosti za izvolitev predsednika Nogometne zveze Slovenije, nama je Čeferin preko YouTubea blokiral oddajo Faktor zaradi domnevnega kršitve avtorskih pravic, se spomniš, Bomo videli, če bo današnja oddaja se predvajala, pa če bo petek še... Če bo petek še naslednja. Skratka, Peter pa Ljuš, najlepša hvala, vidimo se v petek v novi uri resnice, od takrat pa seveda se veste, kjer je Bojan tudi Požar.